Danes v Pomurskem dnevniku 24. Bujraški dnevi. Različne oblike zaposlitev. Podpis sporazuma med univerzo in občino. Vročinski val se s petkom zaključuje. Vreme jutri pretežno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Pomurskem dnevniku. Minuli vikend so na otoku Ljubezni v Ižakovcih potekali tradicionalni že 24. Bujraški dnevi. Prireditev, ki je povsem kulturnega značaja, je letos potekala kar 3 dni. Z namenom, da bi ohranili bogastvo pradedov, so tudi letos organizirali že 24. Bujraške dneve. Po besedah predsednika krajevne skupnosti Ižakovci Aleša Poredoša je njihov namen ohranjati mitologijo, ekologijo, stare običaje, navade, se pravi vse, kar izvira iz preteklosti. Letošnji Bujraški dnevi so potekali kar 3 dni in obiskovalcem ponudili bogat program. Letošnji so 3-dnevni Bujraški dnevi, petkov večer, mitološki večer, sobotni dan ekologije in ljudske kulture in pa nedelja dan duhovnosti in pa družabnosti. Sobota je bila torej namenjena ekologiji in ljudski kulturi, predvsem pa prikazu dela bujrašev, ki so bili hidrotehnični delavci, ko so delali zavarovanje brežin. Myre, ščavnice, ledove, pač potreba bilo za to delo, voda noter metala, ali kako bi po domače zdaj povedal. Na sobotnem prikazu so kubik betonirali, kako je to je šolinga, ali po domače povedano, ali po upaš. Za kubike betonirali, ti so se takšni kvadri betonirali notri 50 na 50, po 25 centi je visiki bil, te se pa papir dijal, pa se tisti plej gor odselo. Da si kubik napunuje, te to bilo. Delali so se pa nekdo došče ne tej skal bilo na obrežji reke Myre, ko so te kamnolome delali, zavarovanje brežin. Ali te se pa te zdaj s časom od 10-15 let, ko se je obnavljalo, te so pa že na mesti betonirali. Povejte mi, koliko je pa bilo teh bujrašev nekdaj? Jezuš, nekaj je to bilo 3 Bistrce, Ižakovci, Melinci, Dokležovje, Bakovci, nekaj je tu na Žimurcu bilo, v Lendovi so bili, gor v Rodguni, pa bilo čase nas je bilo po 150-200 ljudi na vodnom. Poleg tega pa so se v soboto predstavili tudi člani društva ljubiteljev starodobne tehnike Pufkači. Naše delo je predvsem, ko obnavljamo stare traktore, to je ohranjanje kulturne dediščine. Vsak ima, v društvu nas je približno 40 članov, v toga je okrog 40 do 50 traktorov, eni imajo več, eni enoga, in idemo na razne prireditve. V sklopu Bujraških dnevov pa so pripravili tudi tekmovanje v pečenju rib na indašni način. Sam cilj tekmovanja je, da prvotno pokažemo indašni način peke rib, se pravi začetek rib na peka rib v starem času. Seveda v začetku so pekli, ko imamo tam predstavitev na garah, pozneje so potem že pekli tudi ta predstavitev na batih je bila v začetku, potem pa se je selilo na peko na mrežah in seveda pozneje v štedilnike. Vse na otoku Ljubezni v Ižakovcih je potrebno ohranjati, vzdrževati in obnavljati. Z namenom, da bi ohranili to bogastvo pradedov in življenje ter energijo ob Muri, so tudi letos pripravili že 24. Bujraške dneve. V prihodnjih dneh se bo v turnišču dogajalo. Ta vikend bodo namreč ponovno organizirali Turizem na Kovšto 2015. Več o samem dogajanju nam bo povedala županja turnišča, magistra Vesna Jerala Zver. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, za začetek nam povejte, kaj vse se bo v prihajajočih dneh dogajalo v turnišču. Zdaj v naslednjih dneh se že dogaja, namreč dogajanje je cel teden. Namreč v torek, včeraj se je že začelo sproščenjem v Klariškem samostanu Marije Matere cerkve. Potem v sredo, četrtek, petek bo celodnevno srečanje v cerkvi Marije pod Logom, ker je tole pač tak bolj cerkveni praznik. V četrtek pa bomo potem z koncertom cerkvenega pevskega zbora počastili začetek 100-letnice, obletnice izgradnje nove cerkve. Potem pa v petek je bolj dan za romarje, ko bojo prišli in aktivnosti njihove se bojo nadaljevale v soboto.
Vrhunec vsega dogajanja bo pa potem soboto, 15. avgusta, kjer bomo s pomočjo sejemskega dogajanja, prireditev ob cesti, ponudili ljudem različne izdelke, s tem, da bo društvo poskrbela za raznoliko ponudbo in pa pogostitev. Zvečer bojo vesele Štajerke poskrbele za odlično vzdušje s svojim glasbenim nastopom. Nedelja je pa tudi namenjena druženju in pa zabavi, namreč Zavod Kovšta organizira medobčinsko srečanje upokojencev z vnuki in vaške igre Špilanje na Kovšto. Glasbena skupina Horizont pa bo skupaj z našimi društvi ustvarila sproščeno počutje in pa zabavo. Vstopnine letos ni, tako da je vstop popolnoma prost, se pravi vstop je prost. V nedeljo zvečer ob 8. pa se bomo spomnili še praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Povejte nam še, zakaj je 15. avgust ravno tako pomemben za turnišče? Namreč 15. avgusta je v turnišču veliko proščenje, se pravi praznik Marijinega vnebovzetja. In za ustanovitvijo škofije Murska Sobota je turnišče postalo osrednja romarska pot. Tako da je že od nekdaj turnišče romarsko središče, ob katerem se k nam zgrinjajo tisoči romarjev iz cele Slovenije in pa iz sosednjih držav. Že prej sva omenila dogajanja skozi cel teden, kateri dan bo pa recimo vrhunec dogajanja? Ja, vrhunec je ravno v soboto, ko je veliko proščenje v turnišču in dogajanje, se pravi prireditve, so razporejene čez cel dan, dopoldan je živahno dogajanje v cerkvi s sejemsko ponudbo, zvečer pa potem vesele Štajerke dajo svojo noto. Kdo vse pa sodeluje pri organizaciji tega dogodka in kakšno vlogo igrajo razna društva? Pri organizaciji sodelujemo Občina Turnišče, Zavod Kovšta in pa Turniška župnija. Nogometni klub Turnišče bo poskrbelo za gostinsko ponudbo, Gasilska zveza za red na prireditvah in pa ostala društva za zabavo in pa igre. V Turnišču smo sredi rekonstrukcije državne ceste, druga faza. Makadam cesta vas bo spomnila na čas izpred 100 let, ko so romali po teh krajih še naši dedki in babice, tako da priznajte, da so tudi takrat bili čudoviti časi. Res je. Tako da naj zaključim s povabilom, pridite v Turnišče na veliko mešo. V redu, hvala vam za obisk v našem studiu. Hvala vam. Podjemno pogodbo oziroma pogodbo o delu skleneta podjemnik in naročnik. S pogodbo se podjemnik zaveže, da bo opravil določeno delo, naročnik pa, da bo za to delo plačal. Za sklenitev podjemne pogodbe ni predpisana nobena oblika in se lahko sklene tudi le ustno. Ne glede na to pa je najbolje, da se pogodbo sklene v pisni obliki. Obseg del, ki se lahko opravljajo po podjemni pogodbi, je zelo širok. V obligacijskem zakoniku je opredeljeno, da se po podjemni pogodbi opravlja dela, kot so izdelava ali popravilo kakšne stvari, telesno in umsko delo. V praksi pa se po podjemni pogodbi največkrat opravlja fizična dela, obrtniška opravila in popravila, čiščenje prostorov ali recimo varstva otrok. Kljub temu, da je podjemna pogodba ena izmed oblik, ki omogoča opravljanje določenega dela, pa v nekaterih primerih lahko pomeni tudi izkoriščanje delavca. Več o tem nam bo povedal Miran Vrbanič iz Zavoda PIP. Vedno več je primerov prekarnih oblik dela, ko imajo ljudje negotovo finančno prihodnost in jih delodajalci silijo, da živijo iz meseca v mesec. Zraven že znanih oblik prekarnega dela se v praksi dogaja, da se iskalci zaposlitve prijavijo na razpis za zaposlitev in namesto, da bi jim delodajalec zaposlil, jim ponudi podjemno pogodbo. Delodajalec z objavo razpisa za prosto delovno mesto pove, da ima potrebo po delu. Lahko, da med prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, najde takšnega, ki ga želi zaposliti, ali pa se prijavijo takšni, ki mu kljub izpolnjenim pogojem ne ustrezajo. Sama objava delodajalca ne zavezuje sklenitvi delovnega razmerja, če pa se za določenega kandidata odloči, potem mora z njim skleniti pogodbo o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih delodajalcem omogoča, da se v pogodbi o zaposlitvi določi poskusno delo. Poskusno delo lahko traja največ 6 mesecev in delodajalec bo lahko v primeru, da ne bo zadovoljen z delom delavca, takšno pogodbo na podlagi neuspešno opravljenega poskusnega dela tudi odpovedal. Medtem ko delavec ta čas bo imel vse pravice iz delovnega razmerja, ne samo pravico do plače, ampak tudi pravico do nadomestila za odsotnost zaradi bolezni, dopusta, regresa in podobno, ne nazadnje tudi pravico do pokojninske dobe. Podjemnik pa je le upravičen do plačila za delo, v praksi pogost primer, ko se najame gradbene delavce. Delovnopravna zakonodaja ščiti delavca, saj ta vedno velja za šibkejšo, neenakovredno stranko napram delodajalcu.
Podjemna pogodba pa je civilnopravna pogodba in jo ureja obligacijski zakonik. Služi za urejanje medsebojnih razmerij med enakovrednimi strankami. Iskalci zaposlitve se morajo zavedati, da imajo pravice ne glede na vrsto sklenjene pogodbe. Kolikor so izbrani na razpisu za zaposlitev, lahko zahtevajo pogodbo o zaposlitvi, ker pa seveda ne želijo klubovati, velikokrat pristanejo na drugo vrstno pogodbo, kot je podjemna pogodba. Kandidatom na zavodu PIP tako svetujemo, da se z nasprotno stranko poskušajo dogovoriti o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in vključitvi poskusnega dela. Ne glede na izid pogajanj, pa da se posvetujejo s pravnikom in se tako podrobneje seznanijo s pravicami, ki jim gredo v primeru ene ali druge pogodbe. Danes je v sejni sobi urada župana mestne občine Murska Sobota potekal podpis sporazuma med Univerzo v Mariboru in mestno občino Murska Sobota in protokola o sodelovanju med Univerzo v Mariboru in Pomursko gospodarsko zbornico. Danes so podpisali sporazuma med Univerzo v Mariboru in mestno občino Murska Sobota o sodelovanju na področju gospodarskega, trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja regije ter podpisali protokol o sodelovanju med Univerzo v Mariboru in Pomursko gospodarsko zbornico. Zato sem še toliko bolj vesel, da smo danes v Prekmurju, ki je recimo čisto pošteno na visokošolskem področju, na področju tega najbolj kvalitetnega izobraževanja, delno pozabljeno, izpuščeno iz teh širokih okvirov. In tukaj moramo spet priti na neko novo raven. Zato tudi obisk v Rakičanu, ugotavljanje, kakšne so potrebe, kakšne so možnosti, kakšne so želje. Jaz vidim, da so vse te možnosti in želje in pa sposobnosti, ki jih imamo, zelo velike. Mislim, da je bodočnost lepa in svetla, da bomo lahko zelo aktivno sodelovali na vseh teh področjih. Na področju razvoja gospodarstva, na področju razvoja visokega šolstva. Področja, ki se odpirajo sploh v Prekmurju, so poleg turizma, agroživilstva, novih virov energije, se pravi geotermalne energije in podobnega, zelo široka. Vse to so področja, na katerih vidimo možnosti delovanja in sodelovanja med mariborsko industrijo in med regijo. S petkom se bo zaključil letošnji že 4. vročinski val. S tem je najbrž za letos tudi konec vročinskih valov, ki Slovenijo preplavljajo že od pozne pomladi. V soboto prihaja padec temperatur in tudi nekaj padavin. V nedeljo je s vzhoda začel pritekati razmeroma suh zrak, kar se pri najvišjih dnevnih temperaturah sicer ne pozna bistveno. Te se čez dan povzpnejo na 30 stopinj, na Primorskem tudi do okoli 35 stopinj. A ker je relativno vlažnost tega zraka nižja, je vročino lažje prenašati, je za STA povedal meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič. Hkrati pa se po noči bolj ohladi, zaradi česar so bile že današnje jutranje temperature nekoliko nižje kot v preteklih dneh. Toplotna obremenitev bo v večjem delu Slovenije z izjemo Primorske do srede nekoliko manjša. V četrtek in petek se bo vročina spet nekoliko okrepila, zato bodo tudi takrat v srednji Sloveniji možne temperature okoli 35 stopinj, zaradi česar bo za večji del države v četrtek in petek veljala oranžna, torej druga najvišja opozorilna stopnja. Na jugozahodu države so pretoki rek izrazito mali, reki Mura in Drava pa še vedno ohranjata srednje pretoke. Temperatura morja ob slovenski obali se bo gibala okoli 27 stopinj Celzija. Agencija za okolje verjetno za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju kot zelo veliko ocenjuje za Belo krajino, Gorenjsko, Goriško, Koroško, Ljubljano in okolico, Podravje, Pomurje in Savinjsko. Zelo velika verjetnost pomeni, da je vzrok za nastanek požara lahko že iskra. Požar se pojavi takoj, širjenje pa je zelo hitro. Kot smo slišali, se bo s petkom zaključil tokratni vročinski val. Kakšno vreme nas pa čaka do takrat pa v nadaljevanju. Danes opoldne je bilo v Prekmurju sončno in vroče. V Krajinskem parku Goričko in v Murski Soboti so namerili 28, v Radencih in v Lendavi pa 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija.
V naših krajih bo dopoldne zmerno jasno, temperature pa se bodo dvignile do 16 oziroma 17 stopinj. Popoldne bo prav tako zmerno jasno, živo srebro pa se bo dvignilo do 32 oziroma 33 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto nas čakajo sončni in vroči dnevi. Jutranje temperature se bodo gibale od 14 pa tja do 17, popoldanske pa se bodo dvignile vse do 35 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.